Koordinatni sistem vemo, da ravnino razdeli na 4 enake dele, rečemo tudi na 4 kvadrante. Prvi kvadrant, drugi kvadrant, tretji kvadrant, četrti kvadrant. Če imamo recimo točko A s koordinatami 2, 4, moramo na koordinatnem sistemu najprej označiti, da je vodoravna os x-os ali abscisa in navpična y-os ali ordinata. To je prva koordinata, to je druga koordinata. Se pravi, če je tole 1, potem je tukaj 2. In če je tukaj 1, potem je 1, 2, 3, 4 tukaj in je točka A tukaj. Pa recimo, da imamo še točko B, se pravi 6, 2, 4, 6 in 2 je tukajle. No, zdaj me pa zanima, kolikšna je razdalja od točke A do B. Razdaljo označimo s črko D kot distance. Distance od A do B, to je tale črta. Zdaj, kmalu vidimo, da bi lahko narisali pravokotni trikotnik. In če imamo pravokotni trikotnik, potem vemo, da je razdalja hipotenuze na kvadrat enaka prvi kateti na kvadrat plus drugi kateti na kvadrat. Pitagorjev izrek. In v našem primeru je recimo to kateta 1, to kateta 2 in ta dolga črta je hipotenuza. V našem primeru razdalja. Zdaj, koliko je razdalja ta K1 od tukajle, od 4 do 2? Takoj vidimo, da je 2. Ampak ta 2 je v bistvu kar y2 minus y1. In podobno je razdalja med x-oma, razdalja od x2 minus x1. Zato bomo zapisali kar takole, da je razdalja na kvadrat enaka razdalji x-ov na kvadrat plus razdalji y-ov na kvadrat. Eto, zdaj vstavimo v enačbo. Se pravi, zelena x2 je 6, minus modra x1 je 2 in to damo na kvadrat, plus y2 je oranžni 2 minus 4 na kvadrat. In to je 6 minus 2 je 4 na kvadrat, plus 2 minus 4 je minus 2 in na kvadrat in je to 16 plus 4, kar je 20. Torej, razdalja naša na kvadrat je 20. Naša razdalja od A do B pa je potem koren iz 20. Delno korenimo, to je 4 krat 5. Se pravi, zapišemo kot produkt in zdaj številko 4 lahko korenimo in jo bomo korenili in dobimo rezultat 2 krat koren iz 5. To velja tudi za primer, če bi imeli recimo točke v drugih kvadrantih. Točka A je pri minus 2 in 4, to je tukaj. Točka B je pri 3 in minus 1 je tukaj. In razdalja je to. Zdaj, če pogledamo najprej, ali se razdalje dajo računati po isti formuli. Prej smo rekli, da si označimo x1, y1, x2, y2 in napovedujemo, da je tukaj razdalja y2 minus y1. Torej, minus 1 minus 4, to je minus 5. Edino, kar je pri razdalji pomembno, je, da damo še absolutno vrednost. Torej je 5, a je? 1, 2, 3, 4, 5. Deluje. Še tukaj x2 minus x1 prav tako v absolutni vrednosti. x2 je v našem primeru 3, minus minus 2 je plus 2. Tukaj že dobimo 5 kot tako, in potem še na kvadrat. In zopet bi lahko izračunala razdaljo od A do B kot
prva razdalja je 5 na kvadrat, pa še 5 na kvadrat. Skupaj je to 25 plus 25 je 50, to je kvadrat razdalje. Če pa zanima nas razdalja, moramo pa to koreniti. Tudi 50 lahko zapišemo kot 2 krat 25. In 25 znamo koreniti in je to 5 krat koren iz 2. To je torej naša formula. Zdaj tukaj piše kar D je. No, potem naslednja stvarca je pa središče daljice. Iščemo točko, ki leži na sredini. Približno tukaj bo naše središče S. Vidimo, da točka S leži na sredini med to, torej med x1 in x2. To pomeni, da je prva koordinata aritmetična sredina x koordinat. In isto velja za drugo, aritmetična sredina y koordinat. V našem primeru bi bilo torej središče enako. x1 je to, y1 je to, x2 je to, y2 je to. Najprej seštejemo x-a in jih delimo z 2 in seštejemo y-a in jih delimo z 2 in dobimo, da je S enako 6 polovic je 3 in nič polovic je nič. 3 nič in to je naše središče. Tretja stvar, ki je tukaj, je ploščina trikotnika. Recimo, da imamo dane točke A 1, 4, B 2, minus 1 in še C 3, 5. Te točke lahko skiciramo v koordinatni sistem. Ta trikotnik vidimo, da si oglišča sledijo v nasprotni smeri onega vezalca, torej bo orientacija pozitivna. Nas pa zanima, kako dobimo ploščino. Za ploščino bomo uporabili to formulo. Zato si moramo pri točkah zapisati, to je x1, y1, x2, y2, x3, y3. Ploščina S, namreč ploščina se pri matematiki označi z veliko črko S. Je 2 črti, to je znak za determinanto. x2 je 2 minus 1. In v spodaj je x3, 3, zopet minus 1. y2 je minus 1, minus 4 in y3 je 5, isto minus 4. Pa še v spredje moramo napisati eno polovico. Ena polovica krat 2 minus 1 je 1, minus 1 minus 4 je minus 5, 3 minus 1 je 2, 5 minus 4 je 1. Takole. In zdaj to poračunajmo. Da bomo lahko to izračunali, moramo upoštevati to pravilo. Pravilo za izračun determinanta. Eno polovico torej prepišemo, pa napišemo oklepaj in gremo. To krat to minus to krat to. Se pravi, 1 krat 1 minus minus 5 krat 2. To je isto kot 1 polovica krat 1 krat 1 je 1 minus minus 5 krat 2 je minus 10 in minus minus 10 je potem plus 10 in je rezultat enak 1 polovica krat 11, to je 11 polovic. Kot vidimo, je bil rezultat v determinanti pozitiven, zato je tudi orientacija pozitivna. V primeru, da bi bil ta rezultat negativen, bi pa mogli mi potem vzeti absolutno vrednost od tega, orientacija bi bila pa negativna. Se pravi, kadar dobimo negativni rezultat z determinanti, mi vzamemo vseeno pozitivnega. Zdaj, ko rišemo množico točk v ravnini, moramo biti pazljivi na to, da kadar imamo znak manjše ali enako, da je takrat narisana polna črta. Kadar pa imamo znak strogo manjše ali pa strogo večje, takrat je pa črtkana črta. Zdaj, če so x, označujemo x, sicer y.
Pa bomo en primer naredili. Najprej narišimo x-e. Od -1 do 7. Če je -1 tukajle, je 7 potem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tako, 7 je zraven, včasih tam naredimo črtko. -1 pa ni zraven, puščica. Tukaj naredimo črtkano črto, pri 7 pa polno črto, ker je 7 zraven. In potem to pobarvamo. Zeleno pobarvali, takole. Se pravi, naše točke so, za x-e velja to. Potem narišemo še y-ne. Piše, da je y večji od -3, zgoraj ni nič omejeno. To pomeni, da je vzgoraj omejeno z neskončno. Aha, -3 je tukajle, 1, 2, 3. Ker je strogo večje, bo črtkana črta. Tam, kjer se nam prekrivata obe barvi, je pa rešitev. Tukaj je tudi črtkana črta, tukaj je polna črta. In tole, kar je tukaj noter, je naša skupna rešitev.